Kaj se dogaja v Malečniku? Tako smo naslovili ta družinin pogovor z dr. Sebastianom Valentanom, župnikom v župniji Sveti Peter v Mariboru, Malečnik. Dr. Valentan, lepo pozdravljeni na družini. Pozdravljeni, hvala lepa. Spoštovani gledalci in gledalke, tudi vas lepo pozdravljam. Naj vam za začetek pogovora predstavim našega gosta. Dr. Sebastian Valentan je doktor kanonsko-pravnih znanosti, sodnik pri Metropolitanskem cerkvenem sodišču v Mariboru in sodelavec Inštituta za kanonsko-pravne vede pri katedri za cerkveno pravo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2020 ste v župniji Sveti Peter v Mariboru, v Malečniku. Malečnik je zelo dejavna župnija, kjer se vrstijo številni dogodki. Le nekaj mesecev potem, ko ste prišli v župnijo, ste že obnovili 300 let stare katakombe. 3 leta nazaj ste v župnišču odprli prvo umetnostno galerijo v kraju, Glasarjev salon, kjer potekajo koncerti, razstave, predavanja, različna srečanja, pa tudi poroke. V njem ste gostili že številne visoke goste. Potem je tu svetišče Device Marije na Gorci v Malečniku, ki mu je papež lani podelil poseben privilegij. Verniki, ki bodo obiskali omenjeno svetišče, bodo lahko v njem prejeli dar popolnega odpustka. Vpisana je tudi na poseben seznam Bazilike Marije Velike v Rimu, v katerem so najpomembnejše Marijine cerkve z vsega sveta. Prav tako lani ste izdali skoraj 100 let staro knjigo receptov Malečniška kuharica, ki jo vidimo tudi tukaj. In še bi lahko naštevali. Le kako vam to uspe? Danes bi radi izvedeli, kako ste se organizirali, da ste v tek spravili toliko različnih projektov in kako vi gledate na pomen pestrega dogajanja v župniji. Torej, dr. Valentan, ste doktor cerkvenega prava, smo slišali, in hkrati župnik. Kako v primerjavi s tem svojim strokovnim delom cerkvenega pravnika gledate na službo župnika? Ja, rekel bi, da je to pravzaprav velik blagoslov, ko eno strokovno znanje ali pa znanstveni svet kanonskega prava, ne pravo, se nasploh že zdi tako bolj suhoparna disciplina, red, ne, ampak kljub vsemu poznamo pregovor, drži se reda in red bo držal tebe. V župniji kot vodja župnije, recimo sodelavec z mnogimi ljudmi, pa lahko pravne vsebine čisto konkretno preizkusim in pa obratno, ne, tudi ko imam recimo pri študentih, mogoče najbolj prepoznavno je prav matrimonialno zakonsko pravo, ločitev, ne, v civilni sferi rečejo ločitev, pri nas je ničnost zakona, do česar pač prihaja, lažje razložiš, kako nek postopek steče in tudi vidiš, da ni vse tako, kot je recimo napisano v samem zakoniku. Tam je res proces, kako mora stvar teči. Na župniji ali pa konkretno pri srečevanju z ljudmi pa srečaš stiske takšne in drugačne in včasih je potrebno zelo dolgo časa, da postopek sploh lahko steče. Včasih ne more steči in iščeš druge pastoralne vzgibe, pomoč, seveda vedno priprošnja Svetemu Duhu, da bi se vse dobro izšlo, ampak ja, ta povezanost med stroko in konkretnostjo v župniji je velik doprinos in blagoslov, mislim, da za vsakogar, no. Ste si tako predstavljali službo župnika, ko ste začenjali? Veste kaj, nisem imel sploh ene prave predstave, ne. Imel sem res duhovnike, župnike kot zgled v mladosti, ja, tudi mojega župnika Alojzija Antolina, žal že pokojnega, pa še seveda številne druge, ki so na župniji delali to, kar so lahko in to, kar so znali. Kako bo potekalo moje življenje na župniji, pa si sploh nisem predstavljal, sploh pa ne potem, ko sem prevzel župnijo Malečnik, ki je bila specifična, ki je bila mogoče malo v zatonu, v zaspanju, bi rekli, in se je bilo treba stvari lotiti čisto na novo. Tukaj praktično nobeno znanstveno znanje ali pa pridobitev ni toliko pomagala, kot mislim, da bolj ta človeški odnos, čut, to, kar človek prinese od doma in od drugih srečevanj z ljudmi, tako da se je vse lepo odvilo in sem zelo zadovoljen, da je tako, kot je. Nam lahko prosim poveste, kako izgleda vaš dan, kako razporejate svoj čas? Ja, vsak dan je bolj ali manj drugačen, so pa nekatere stvari, ki so, kot rečemo, železni repertoar, ne. Gotovo zjutraj prvo, kar je molitev, ker se mi zdi, da je to temelj vsakega delovanja, sploh pa delovanja duhovnika.
Potem rad pogledam časopis, pogledam pravzaprav članke, dnevnike, spletne novice, tako levih kot desnih medijev. In si naredim svojo sodbo. To me je naučila že Dora Žebot, ki je bila kot Slovenka v Angliji, delala na BBC-ju. Mi je rekla, v Sloveniji sploh nimate desnega dnevnika, imate samo leve časopise. In takrat sem začel malo razmišljati točno, res se je treba malo poglabljati v to in iskati različne pristope. Tako da najprej to prečekiram, potem pa se običajno zberemo v župnišču, v župnijski kuhinji, ki je pri nas vsak dan odprta in lahko čez dan vsakdo stopa vanjo. Se nikoli ni zgodilo, da bi nam kaj zmanjkalo, ponavadi ljudje še kaj noter prinesejo pa tam pustijo. Tam se zberemo tisti, ki smo recimo tisti dan v župnišču, ob župnišču in skupaj spijemo kavo, malo načrtujemo, malo reflektiramo, potem pa steče delo, pridejo ljudje, potrebno se je pripravljati recimo ali za Ljubljano, ko grem na predavanja, ali za sodišče, ali pa tudi za župnijo nasploh. Dragoceni so trenutki, ko nikogar ni, ko se lahko pripravljam tudi na nedeljsko bogoslužje, na pridigo. To se mi zdi tudi en zelo pomemben vidik. In tako dopoldan z razno pošto, na katero je treba odgovarjati, sestanki, ki jih je treba usklajevati, kar hitro steče. Zelo sem vesel, blagoslovljen pravzaprav, da imam odlične gospodinje, kar 5 jih imam in vsak dan pri eni družini oziroma pri eni od gospodinj imam kosilo, tako da imam tudi to poskrbljeno, ta pomemben del dneva. Ni nepomembno, točno. Potem pa popoldan zopet ista procedura, ljudje, sestanki, pogovori, načrtovanja, zvečer sveta maša in po sveti maši pa rad preberem tudi kakšno knjigo, kak članek, tudi kak znanstveni članek, da se lahko pripravljam, da sem skozi pravzaprav v nekem aktivnem delovanju, tudi kar se tiče kanonsko-pravne znanosti, ki se zelo spreminja. Hvala Bogu, s papežem Frančiškom se je marsikaj spremenilo, posodobilo, revidiralo, tudi zakonik cerkvenega prava, ki je bil prej tako res skoraj nedotakljiv. Papež je pokazal, gremo naprej skupaj s tem, kako ljudje živijo, da jim lahko postajamo blizu. Tako da zelo razgibani so dnevi. Slišali smo na začetku, katere vse projekte ste že speljali, gotovo jih je bilo še veliko. A nam lahko zaupate, kateri je bil vaš tak najbolj poseben, kateri se vas je najbolj dotaknil, mogoče po pozitivni ali po negativni plati, če nam malo predstavite ta projekt? Ja, projektov je bilo res veliko, kajti izzivi so vedno novi in hvala Bogu, da je tako. Mogoče ena od zadnjih stvari, ki mi je posebej pri srcu, je adventni bazar, ki ga pripravljamo v adventnem času na Glazerjevi ploščadi. In tukaj sodelujejo različna društva, različne organizacije. V kleti pripravimo tudi razstavo jaslic, jaslice sveta. To je tako medgeneracijski dogodek, ki traja ob vikendih v adventnem času. Potem zornice, veste, zornice so se malo zgubile, mi smo začeli z zornicami tudi v adventu, ob adventnih petkih, ob 6. zjutraj, samo pri svečah in na začetku je bilo bolj tipanje, zdaj pa je cerkev praktično polna. Pridejo mladi, starejši, srednja generacija, ljudje, ki so v službah, ker jim paše ta ura, ob 6. zjutraj in res je malo bolj skrivnostno, mogoče lahko Boga tudi še malo bolj globoko doživiš. In vedno po zornicah pripravimo v župnišču tudi zajtrk in takrat je veroučna učilnica tudi premajhna, ker vsi radi tudi ta vidik doživijo in je res lepo. No, res velik projekt je bil lansko leto, ko je papež uslišal našo prošnjo in je bila cerkev Matere Božje na Gorci pridružena papeški baziliki Marije Velike. Tu je bilo ogromno priprav, koordinacije, sodelovanja v kraju in se res zahvaljujem vsem, ki so pristopili in praktično ni bilo nobene težave. Od projektov, ki so mi pa najbolj pri srcu, je pa Glazerjev festival, ki bo prihodnje leto že 4. Ravno prejšnji teden smo se že sestali, da smo načrtovali prihodnje letni dogodek. To je festival, ki traja 5 dni, poimenovan po Marku Glazerju, enem od mojih predhodnikov. Marko Glazer je bil pesnik, pisatelj, prevajalec, tudi narodni voditelj, velik Slomškov prijatelj, pravijo celo, da najboljši.
in je organizacijsko poskrbel za prenos škofijskega sedeža iz Šentandrža v Maribor. Nekako je ostal potem seveda v senci Slomška, ampak njegovo delovanje je neizmerno in ogromno vsebin, ki jih je on začel, vse te vsebine nagovarjajo tudi danes, seveda na aktualen način. In tudi tukaj sodelujemo z različnimi društvi, ne samo v Malečniku, tudi v Mariboru letos oziroma prihodnje leto bomo sodelovali tudi z Ljubljano, tako da se malo širimo in da pokažemo na njegovo vlogo in na vse to, kar je delal tudi širši množici. To je en res tak velik dogodek, ko res cel kraj živi za Glazerjev festival in postaja vedno bolj prepoznaven. Mogoče, to je res, sliši se zelo kompleksno. Kako se vi lotite enega takega projekta? Mogoče lahko kar na tem primeru ali pa na kakem drugem poveste, kako vi začnete z načrtovanjem, kako peljete potem ta projekt skozi njegov tek, da se zgodi? Ja, vsekakor to ni projekt enega človeka, to moram kar povedati. Kot vsi naši projekti v župniji so res projekti celotne župnije, vseh ljudi, ki so v župniji in tudi od drugod. Tudi mi smo vedno odprti tudi za druge. In Glazerjev festival začnemo torej pravočasno, ko enega zaključujemo, že razmišljamo, kaj bi bila tema prihodnjega. Sestane se organizacijski odbor, pripravljalni odbor za Glazerjev festival, tako zdaj bo pač 4. zapored, in na tem brainstormingu pravzaprav nanizamo teme, tematike, ki bi jih prihodnje leto uresničili. Skušamo povezati res čim širši krog ljudi, ga zasnovati tako, da bo namenjen tako mladim, starejšim, invalidom, skušamo res biti inkluzivni, vključevalni. Potem se razdelijo odgovornosti in vsak pač za svojo odgovornostjo stoji in dela na tem projektu. Potem se srečamo še parkrat do Glazerjevega festivala, vedno bolj je blizu, vedno več je organizacije in tukaj so naši ljudje v župniji vsi odlični, pripravljeni pomagati. Tukaj se vključi preko 100 ljudi, da se tak projekt izvede in na ta način se tudi oni čutijo seveda vključene, radi sodelujejo in jim to nekaj pomeni. Kako pa to s pastoralo povezano? Recimo ta kulturno udejstvovanje in pastorala, kako to gre skupaj? Ima to kulturno udejstvovanje, pastoralni učinek? Kako vi iz izkušenj to vidite? Prav gotovo, sicer se mogoče tega niti ne bi lotevali. Skozi so me nagovarjali tudi v preteklosti duhovniki, ki so bili tudi narodni voditelji, ki so širili kulturo, ki so pisali knjige, ki so izobraževali ljudi, vse to je bilo konec koncev njihovo veliko poslanstvo, in so imeli na ta način tudi lepe uspehe, na katerih seveda še danes lahko gradimo nove zgodbe. Pastoralni učinek seveda, zato ker so vsi ti naši dogodki, tudi če so kulturni, umetnostni, kakorkoli jih že imenujemo, vedno nekako povezani tudi z zgodovino naše župnije, bolj ali manj. Vedno kak trenutek iz pomembnega zgodovinskega obdobja župnije potegnemo na plano in na njem delamo zgodbo. Ljudje se vključijo, tudi taki, ki so mogoče oddaljeni, pa če bi šlo za čisto cerkveni, verski dogodek, mogoče ne bi prišli. Tukaj pa pridijo, zato ker, jaz rečem, vsak ima mnogo talentov, nimamo vsi istih. In na tem trenutku se pa lahko združimo ljudje različnih pogledov, različnih talentov, različnih možnosti in to je, mislim, da najlepše. Kaj vse pa lahko gre narobe? Kaj pa se zgodi takrat, ko nekdo ne opravi svojega dela, ko kdo odpove? Kako to rešujete? Ja, izkušnje učijo, da je pač treba biti na vse pripravljen, čeprav nikoli nisi res 100% pripravljen. Takrat se pač znajdemo, kakor nam je v tistem trenutku dano. Hvala Bogu, ni bilo nekih takih dogodkov, da bi rekli, da je stvar odpadla, ker nekdo nečesa ni opravil. Bil je lansko leto trenutek pri župnijskem praznovanju, žegnanju, Petrova nedelja je to pri nas, ko je ena skupina ljudi pripravljala na Glazerjevi ploščadi pogostitev za vse vernike. Mi smo ravno morali začeti s sveto mašo, mislim, da je bilo 5 minut do 10, ko mi je prišel nekdo povedati, elektrike je zmanjkalo.
bilo pa je treba pripraviti vso hrano, vse speči, da pomaši, da bo kar pripravljeno, ko bodo ljudje tja prišli, ne. In hvala Bogu se je našel električar, ki je pristopil, ki so ga pripeljali. Jaz sem kar v mašni obleki šel odpirati električno omarico, kjer je lahko on naredil to, kar je moral, in hvala Bogu je potem vse normalno teklo naprej. Nekako v zaupanju v Boga, da bo vse šlo dobro, in potem Bog pokaže tudi pravo pot. Marsikdo bi rekel tudi, da pri njih ni financ za take stvari, taki projekti vseeno nekaj stanejo. Kako vi gledate na ta izziv? Rekel bi, da je vedno težje. Na začetku so bili sponzorji, donatorji, ki so kar podprli take projekte, zdaj pa je vedno težje, ampak mi se ne ustavimo, ne, ker vedno so nove poti. Najslabše, če se ustaviš ali pa rečeš, da se nič ne da narediti, ne. Tega pri nas ni in pri meni absolutno ne. Iščemo druge načine, tako da se vedno nekako znajdemo. Tudi Bog pošlje nekoga, ki pa vendarle se približa, ki vidi lepoto tega delovanja, tudi koristnost nenazadnje, tako da nismo imeli težav. Mogoče smo kdaj kaj opravili v zmanjšani meri, ampak kljub temu sam projekt je šel naprej. Res, da je to lahko velik izziv in tudi je, ampak s skupnimi močmi, z nekakim upanjem v dobro se vse reši. Veliko energije posvečate tudi obveščanju javnosti, torej delu z mediji. Zakaj se vam zdi to pomembno in kako se tega lotite? Mediji so pomembno orodje, ki nam služi, da prenašamo veselo novico, nenazadnje novico Jezusa Kristusa v svet. Jaz, ko sem študiral v Rimu, sem posvečal svojo pozornost prav temu fenomenu, medijska pojavnost oziroma verske vsebine v medijih. In resnično so papeži vso zgodovino dajali tudi velik poudarek medijem. Danes pa vidimo tudi, če pogledamo mlade ali pa tudi starejše, vsi smo na telefonih, vsi smo na Facebookih, na TikTokih, na Instagramih, in to je pač današnja prižnica. To je današnje orodje, kamor lahko sporočamo lepe trenutke. Če pogledamo recimo Dnevnik, tam bomo našli novice, koliko ljudi je umrlo v prometnih nesrečah, kje se je vojna začela in tako dalje. Na teh omrežjih pa lahko župnija, mislim, da predstavi lepoto verskega življenja, lepoto kraja, lepoto tudi konec koncev zgodovine, ki je zelo bogata, lepa, čudovita, in vsebine, ki so prijetne, lepe za oko, prijetne za ušesa, mislim, da moramo širiti in pokazati, da imamo veliko dobrega in veliko lepega ljudem za pokazati, torej, da bi tudi oni nekako začutili, ja, smo pomemben del družbe, tudi verniki, tudi župnija, pomemben igralec na tem družbenem polju, in predvsem, da prinašamo lepe trenutke v življenje ljudi. Kakšni so pa vaši načrti za naprej? Gotovo so kakšne zanimivosti. Ja, zdaj je torej Glasbeni festival, ki nam bo vzel veliko energije, in hvala Bogu, to bo en tak pomemben trenutek. Pripravljamo se tudi na 2. november, ko imamo v katakombah sveto mašo, ki je običajno neposredno prenašana tudi po televiziji. Tukaj sodelujemo z našim pevskim zborom, ki je odličen, in se že pripravljajo tudi na ta dogodek. Potem bo pa kmalu prišel adventni bazar, povezati različne ljudi, različne organizacije, Božič in tako naprej, najlepši čas v letu, torej idej ne bo zmanjkalo. Super, hvala lepa vam za vaš obisk v našem studiu, da ste z nami delili to zakulisje maličniškega dogajanja, ki je res zelo pestro. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, da ste bili z nami, ostanite z družino še naprej.